Hitra moda je poslovni model znotraj modne industrije, ki spodbuja hitro proizvodnjo po ceni oblačil. Veliki proizvajalci hitre mode lahko za zelo malo denarja naredijo celotne kolekcije oblačil in jih postavijo na police v fizični ali spletni trgovini v samo parih tednih. In kot vemo, so vse najboljše stvari narejene hitro in poceni. Modna industrija je ena izmed najbolj onesnažujočih panog na svetu. So drugi največji porabnik vode, proizvedejo pa kar 10% vseh ogljikovih izpustov. Poleg tega so tudi kemikalije in barvila, ki se uporabljajo za barvanje tkanin, veliko breme za okolje. Sezonske modne kolekcije se po eni sezoni običajno zavržejo, večina tekstilnih materialov pa ni najbolj primernih za recikliranje. Plus modna industrija je znana po tem, da izkorišča svoje delavce. Pa ne govorim samo o izkoriščanju fizičnih delavcev v tovarnah. A ste kdaj gledali kakšno modno revijo? A vi veste, koliko težko je hoditi v visokih štiklah? Hitra moda je proizvodnjo oblačil samo še pohitrila in pocenila. Ker so oblačila cenejša, ljudje kupujemo več in bolj nepremišljeno. Ker če daš 10 evrov za 20 majic, ti je vseeno, če kakšne ne boš nikoli oblekel. Važno, da ni poštnine. Da se cene oblačil lahko znižajo, je treba zmanjšati proizvodne stroške. To pomeni, da delavci delajo v slabših pogojih in za manj denarja, da so materiali slabši in da med njimi prevladujejo sintetični materiali, kot sta poliester in najlon, zaradi katerih se mikroplastika kopiči v vodnih sistemih. Sintetični materiali razpadajo že v naših pralnih strojih. Dobra stran poceni materialov je, da nekatere majice začnejo razpadati kar na tep, tako da ti jih ni treba reciklirati. Proizvodnja oblačil hitre mode zahteva tudi ogromno energije za šivalne stroje, pralne stroje, stroje za barvanje oblačil. Prevoz oblačil povečuje izpust CO2, saj večina tekstilne robe potuje z ladjami, ki porabljajo ogromno količino goriva. Velikokrat se kakšne kemikalije po nesreči izlijejo v reke in tam delajo štalo, ker uničujejo vodne organizme in pitno vodo. Če pa pogledamo iz svetle plati, ni zares svetle plati. Rešitev za to problematiko je, da tekstilna industrija preneha s hitro proizvodnjo oblačil. Ker pa se to ne bo zgodilo, nam ne preostane drugega, kot da kot potrošniki spremenimo naše navade. Namesto večjih kosov oblačil jih lahko kupimo manj in te bolj kvalitetne. Ni potrebno, da se vsako leto kupi nove obleke. Če pa že kupujemo, pa dajmo od manjših lokalnih proizvajalcev. Ali pa kupimo rabljeno v second-hand trgovinah. Ali pa še bolj, pejte na obisk do babice in izpraznite omaro z oblačili, ki jih je nosila, ko je bila še mlada. Jaz doma nosim vse cune od moje babice. Sicer me malo glava boli, ko nosim njena očala z dioptrijo 10, ampak vse za modo. Ali vi nosite kaj od svojih starejših sorodnikov? Kaj pa? Napišite nam v komentarje.